Mimo grede. Ste se kdaj vprašali, kako so nastale vse tisočere sorte rastlin, ki jih uporabljamo danes tako na amaterskih vrtičkih kot kmetijskih površinah? Koncept sort je v svojem bistvu zelo preprost. Človek je že v času prazgodovine, ko je postajal poljedelec, ne le nabiralec, začel za gojenje izbirati tiste rastline, ki so bile boljše, večje in so dajale večji pridelek, ter jih razmnoževal. Obstajajo dokazi, da so se selekcijo z žitom bogatih trav ukvarjali že pred 12.000 leti. Danes sodobno žlahtnjenje rastlin poteka v laboratorijskih pogojih z najsodobnejšimi metodami. A princip ostaja skozi stoletja enak. Med seboj oprašimo matične rastline z najboljšimi lastnostmi, ki bi jih radi poudarili, in najboljše očetovske rastline, spet specifičnimi najboljšimi lastnostmi. In ko to večkrat ponovimo, dobimo popolnoma nove sorte rastlin s tistimi poudarjenimi lastnostmi, ki jih pri posamezni rastlini želimo. Pa naj bo to okus, odpornost, rodnost ali kaj četrtega. Zdaj pa več o avtohtonih sortah in udomačenih sortah, pa o semenskih bankah pri nas in o tem, da so rastlinske sorte del naše kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti. Od nekdaj lepe so solate slovele, a lepše od endivije bilo ni nobene. Če govorimo o endiviji, potem ne govorimo ne o avtohtoni domači in tudi ne o udomačeni sorti solate. Se pa o tem zadnje čase veliko govori in spodbuja k kupovanju in gojenju takih rastlin. Kaj točno pomeni avtohtona in kaj udomačena vrsta, pa dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Ko govorimo o avtohtonih sortah, to so sorte, ki so nastale skozi stoletja pri nas, bodi se načrtno ali načrtno na naših kmetijah, in so vzgojene iz materijala, ki je tu prisoten, se pravi iz naših domačih avtohtonih virov. Ko govorimo o domačenih tujih sortah, pravzaprav bi lahko rekli, da so to zelo starejše sorte, stare sorte na našem trgu že 30-40 let, še v bivši Jugoslaviji, ki so se pa nas pravzaprav nekako domačile. Se pravi 30-40 let stare, ljudje jih poznajo in jih pravzaprav že smatrajo skoraj kot svoje. In pri ohranjanju slovenskih sort oziroma teh udomačenih sort nekje imajo podoben tretma. Se pravi, želimo ohraniti te stare sorte, ker te so bile tudi poznane potem, da so imeli malo nižje pridelke morda, ampak zato boljšo kakovost. Drugo so pa nove slovenske sorte, ki so pa vzgojene v zadnjih letih iz programov žlahtnjenja, ki jih peljemo ali na Kmetijskem inštitutu ali kjerkoli pač drugje, v semenarni in drugje. Zdaj, te nove sorte so pa vzgojene iz materijalov, ki nekateri so avtohtoni, pa tudi iz sort, iz materijalov genskih virov iz drugih koncev sveta. Seveda, če želimo v eno novo sorto vnesti odpornost na eno bolezen ali pa na enega škodljivca, seveda moramo najti vir odpornosti in ta ni vedno prisoten v našem avtohtonem materijalu. Tako da v bistvu so te sorte potem seveda visokorodne, kakovostne in tudi bolj odporne. Pomembno je, da so bile vzgojene pri nas, da so to še vedno naše, tudi delno z našega materijala avtohtonega, delno pač iz tudi drugih virov in so popolnoma konkurenčne tudi tujim sortam. Tipičen tak primer je krompir. Krompir ni avtohton, to je jasno, prišel iz Amerike in se pri nas kot avtohton nikoli ni razmnoževal. Vedno so bile menjave sort, vedno nove sorte, pri nas je bil precej močen nemški vpliv. Poznamo program žlahtnjenja krompirja v Sloveniji po drugi svetovni vojni, iz tistih časov so šle sorte kot je Igor in druge, ki so pravzaprav še vedno jih ohranjamo, ampak jih pravzaprav ni več kaj dosti v proizvodnji. V izdihljajih tega programa je nastala sorta Kresnik, ki je zelo specifična sorta in se smatra kot avtohtona, čeprav ni bila vzgojena res iz avtohtonih materijalov. Naše nove sorte pa seveda, nekatere od njih imajo v svojih pedigrejih tudi te slovenske sorte, kot je bil Cvetnik, recimo, to je naša sorta Sora, pretežno pa je pač so to materijali, ki so pač tuji, poskušamo potegniti celotnega sveta materijali, za katere mislimo, da so dobri, da z njih lahko vzgojimo dobre sorte. Niso avtohtone, so pa slovenske. Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo je ocenila, da je bilo med letoma 1900 in 2000 uničenih 75% globalne raznovrstnosti poljščin. Zato je ohranjanje domačih in avtohtonih sort pomembno in temu so namenjene genske oziroma semenske banke.
Pri nas za to skrbi Slovenska rastlinska genska banka, ki je porazdeljena med 4 ustanove, največjo imajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje. Poskušamo vse te stare vire, ki jih zberemo po Sloveniji, ohraniti v obliki semena, se pravi, ki se razmnožujejo semenom, dolgoročno, čim dlje, če potrebi razmnožujemo in potem seveda ovrednotimo, tako da jih lahko uporabljamo tudi v programu žlahtnjenja. Skratka, to je cel sistem hranjenja genskih virov za bodočnost, pa tudi za današnje potrebe. Krompirje se pretežno hrani dolgoročno v tkivnih kulturah, se pravi v laboratoriju, zaradi tega, ker se na njivah to se zelo hitro okuži z virusi in lahko tudi propade. Vrste, ki se razmnožujejo s semeni, se hranijo v semenski banki, se pravi, seme je potrebno osušiti, temeljito čim bolj osušiti na vsako vrsto na določeno procent, potem zapreti, če se da vakuumsko, sploh tisto, kar je na minus 20 stopinjah, hranimo lahko pri plus 4 stopinjah ali pa pri minus 20 stopinjah, to je lahko tam do 20 let, potem bomo pa recimo še enkrat vsakih 20 let razmnožiti in se potem to tako ohranja naprej. Doma tega seveda nimamo, na ta način jih pač vsako leto razmnožujemo, pa če sebe ni shranjeno v ravno najboljših pogojih, izgubi kaljivost in smo izgubili vse. Na Inštitutu za pivovarstvo in hmeljarstvo je genska banka za zelišča. Banko imajo tudi na biotehniški fakulteti. Hranijo vinsko trto, krmne rastline, poljščine in seveda sadne rastline. Na Kmetijskem inštitutu imajo skupno shranjenih približno 3220 virov, zelenjadnic več kot 1400, največ pa fižolov več kot 1100 vrst. Pogosto to zbirko fižola predstavim tudi v javnosti, na kakšnem sejmu kmetijskem, in ljudje so zelo jih pravzaprav preseneti, kako različni fižoli so, ki jih mi hranimo. Marsikdo reče, to smo mi 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj, pač pri nas imeli, pa že nimamo več. In to je to, Tega v naravi že ni mogoče dobiti več, oziroma na kmetijah marsikje ni mogoče več, mi pa to seveda še hranimo, to je bila pravzaprav naša naloga, to je naloga države, da to ohranijo. In iz teh fižolov je v bodoče, jaz verjamem, ali pa iz drugih virov, je mogoče vzgojiti še marsikakšno nazaj vzgojiti, ne ponovno, nazaj vzgojiti še marsikakšno staro sorto, ki bo zanimiva za ljudi. No in če govorimo o fižolu, avtohtone oziroma udomačene naše sorte so na primer klemen, zorin, češnjevec, sivček. Mimo grede. Ptujska rdeča čebula, belokranka, ljubljanska ledenka, žličar, maslenec in številne druge. Ja, vse to so naše avtohtone sorte vrtnin, ki so del naše kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti. Radi jih imamo, ker smo najprej navajeni na njihov okus, pa tudi zato, ker so hvaležne na gredi, prilagojene našim podnebnim razmeram, ne zahtevajo posebne pozornosti in so preprosto manj občutljive kot sorte uvožene od drugod. In če smo zdaj lep kos oddaje mimo grede posvetili domačim sortam, zdaj izpostavljamo 3, ki so na drugem koncu sortnega seznama in v naših vrtovih veljajo za egzote. A kot je bil egzot nekoč krompir ali koruza, tako bodo morda v naslednjih desetletjih ali stoletjih domovinsko pravico pridobile melonasta hruška ali pepino, mehiška kumarica in perujsko volčje jabolko oziroma češnja. Predstavlja nam jih agronomka, vrtnarka in avtorica številnih knjig o vrtnarstvu Jerneja Jošar. Jaz enostavno imam ene take 3 stvari tukaj na vrtu že leta, ki jih potem tudi preskrbim sadike in jih potem tudi priporočam, in to sta recimo melonasta hruška oziroma pepino. Mu tudi pravimo melonasta hruška, ime že samo pove, da je okus podoben neki mešanice melone hruške. Jaz bi dodala tu še kakšen papajo, nek tak tropski okus ima. Rastlina raste enako kot jajčevec, tudi zelo mu je podobna, kot plodove ima tudi zelo podobne, s tem, da pač se je kot sadež in surovo. Jajčevec vemo, da surovega enostavno ne moremo užiti. Ima enake potrebe, celo sorodnika sta, spada isto tako v družino razhudnikov. Potrebuje veliko sonca, veliko toplote in to pa tudi vse. Je pa res, da dozori šele tamle konec avgusta, in če je to majhen vrt, kar nekaj časa zavzema prostor na vrtu. Ampak je tako okusen, da se splača. Lahko ga tudi gojimo v loncih, v posodah, v bešankah sem ga zasledila, ko sem ga prvič videla na eni vrtnariji v Nemčiji, in tudi lepo zgleda.
Potem je tukaj mehiška kumarica, ki pravzaprav botanično nima veze za kumaro, je čisto nekaj drugega, je pa po okusu podobna. Mehiško kumarico enostavno otročki obožujejo, ko pridajo družine tukaj po nakupih, skozi otroke pošljem dol na moj vrt, da se jih malo najejo, tako da potem naslednje leto že dobivam takoj naročila, dajte mi preskrbeti mehiško kumarico. To so 2 cm veliki plodovi, kot sem že rekla, okus je čisto po kumaricah. Podobno jih lahko jemo kot recimo kakšne koktejl paradižničke, ne, jih tudi tako lahko ponudimo. Ne potrebujejo nič razen neko dobro oporo. Zdaj, če je opora 3-metrska, bo zrasla tudi 3 metre visoko. Jaz ponavadi posadim 3 sadike v obliki vigvama, tako da tudi lepo zgleda. Neko vertikalo nudi potem na vrtu. Potem je pa tu še perujsko volčje jabolko oziroma perujska volčja češnja. Razlika je v teh 2 vrstah v velikosti jagod. Potrebuje malo več prostora, vse takole premera 80 cm, razraste se v nek nizek grmiček. Prav tako spada k razhudnikovkam, se pravi je sorodnica paradižnika, paprike, jajčevca. Plodovi se pa jejo kot sadeži. Ne. In ravno zaradi tega imam zelo rada tako pepino, melonasto hruško kot tole perujsko volčje jabolko, ker na zelenjavnem vrtu dobimo še nekaj enega takega enoletnega sadja pravzaprav. Ne. Sonce sije, motika bije. Mimo grede.